Sopotnica je prav poseben potok, izvira v Grapah med Mrzlim in Vodil vrhom, pri vasi Gabrje pa se izteče v Sočo. Na svoji poti v dolino ob označenih poteh ponuja vso svojo divjo naravo, ki se kaže v slapovih, soteskah, tesnih ter tolmunih. Legende pripovedujejo o izvirih čudežne vode, ki ozdravijo bolezni, preganjajo smrt in vračajo mladost. To je grofova voda, izvirček, ki se izteka v Sopotnico. Grofova voda je dobila predvsem ime po tem, da so kmetje vozili vodo graščaku v Tolmin. Je pa on vedel, da če bo to vodo pil, da bo skozi mlad in lep. Novejše raziskave pa so pokazale še nekaj. Je pa energijsko ta voda, kakor sem omenil, res nekaj posebnega, vsaj v evropskem merilu. Raziskovalec voda Jože Munih verjame v radiestezijske meritve in zavestno stopil na področje tako imenovanih mejnih ved. Večina voda, dobrih voda tu na Tolminskem oziroma širšem, ali pa tudi po Sloveniji, ima nekako od okrog 300 000 enot. Ta ima pa 2 milijona enot. Tako da je res nad vsemi. Moč Sopotnice pa so znali ujeti tudi v Kofolovem mlinu. 90 let smo še mleli, potem se je pa lastnik umrl in je začel malo propadati in smo ga zdaj obnovili par let nazaj. Mlin so uporabljali za mletje sirka, za živino, če so uporabljali tudi za prehrano ljudi, so ga mogli pa presjati. Sopotnica pa je bila pred 96 leti krvava. Ob njej je tekla prva frontna linija v prvi svetovni vojni. Mnogi ostanki rovov in utrdb so še danes vidni, obeležja pa pripovedujejo zanimive zgodbe. Tako lahko vidimo pravo kopalno kad, ki so jo uporabljali tisti italijanski vojaki, ki so preživeli morijo na Mrzlem ali Vodil vrhu. Drugi, ki niso imeli te sreče, so končali na bližnjem pokopališču, o katerem priča kapela. Kapela je bila postavljena strani 4. polka italijanskih alpinov, to so bile brigade, ki so spadale v te gorske enote. Po nam znanih podatkih je bila postavljena leta 1920, torej po prvi svetovni vojni, v spomin na te kolege, na te padle vojake. Sopotnica konča svojo pot v Soči, nedaleč od kampa Gabrje. Prvenstveno mi smo se malo specificirali v jadralno podalstvo, ki vidimo tukaj velik potencial v tej dolini. Le redko kje na tako majhnem področju je mogoče najti toliko zanimivosti. Če boste imeli srečo, pa boste lahko našli tudi potočnega raka.